Lepo pozdravljeni. Premogovne regije se zaradi zelenega prehoda v brezogljično družbo vse po vrsti srečujejo s podobnimi težavami. Tudi v Šaleški dolini, ki se je razvila zaradi rudarjenja, se bodo morali v prihodnjih letih naučiti živeti drugače. Brez premogovnika in Teša, ki skupaj zaposlujeta nekaj več kot 2000 ljudi. Sprejeti bodo morali tudi ukrepe za degradirana območja. Šaleška in Zasavska regija imata za prestrukturiranje na voljo 250 milijonov evrov iz sklada za pravičen prehod. A projekte morajo za svoje vzeti občani, so prepričani v Velenju. Želijo pa si, da Evropska komisija razmisli tudi o tem, da bi seveda še intenzivneje pristopila tudi k podpori tako privatnemu sektorju, kot tudi javnemu sektorju na področju energetske obnove javnih stavb. opozarjajo, da še vedno ni sprejet zakon o postopnem zapiranju premogovnika. Pomembno je, kako bodo preobrazili daljinsko ogrevanje iz sosednje termoelektrarne. Da pridemo do učinkovitejšega sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, do manjših porab toplotne energije in nenazadnje seveda do nižjih stroškov le-te. V dolini trdijo, da imajo z občani odprto komunikacijo. We cannot forget about these people, we cannot forget about these regions, because the coal miners are very proud people. They've been working very hard, very often for generations, and therefore we need to offer the helping hand, and we have to develop the mechanisms and instruments which would help these regions to make it through this transition. V Velenju imajo podnebno energetsko pisarno, kjer lahko občani izvedo vse o varčni porabi energije. Prestrukturiranje premogovniških regij je na eni strani stres za državo, za regijo, za zaposlene, njihove družine. Po drugi strani je pa to tudi priložnost. Tako v Šaleški dolini kot Zasavju poudarjajo, da naj prestrukturiranje regij prinese boljšo infrastrukturo, saj sta regiji brez dobrih cestnih in železniških povezav odrezani od glavnih prometnih tokov. V vasi